kmetijstvom, ena še se ukvarja z govedorejo, vse ostale pa so živinorejo tak ali drugače pustne. Tu imate ljudi vam povem iz prakse, tu knjige ne pišejo, aj pa včasih ja, pa ne preberemo. 5 let je ni nič, pa 10 ne. To se pravi vse, kar je nad 10. In to je zdaj nastaja težava, ne v industrijski pridelavi. Zato je treba imeti dovolj površin. Tu je bil lani ječmen, cirka 8600 kg ječmena smo poželi. Če vi napravo pustite, kar nekje, da recimo dežuje po njej, ali pa da se cedi iz nje, spet grejo pesticidi praktično po celi kmetiji, vse pa tja. Tako da to so problemi, na katere bi rad danes opozoril, da ne bi bil predolg. Torej, tu imamo eno igračko, v katero damo barvo, in potem recimo to mini škropilnico operemo na različne načine. Soja žermire zdobi 20 do 25% pridelka. Tako ekstremno je občutljiva na hormonske herbicide. Vrtnine so pa ekstremno občutljive na sozonilske herbicide. Kmetija, ki ima vrtnine, pa uporablja sozonilske herbicide v pšenici, travniku ali pa v koruzi, mora izjemno dobro umiti šprico, da ne bo držal z vrtninami. V tujini se avtomatsko za sozonilske herbicide priporoča posebno pravno sredstvo. Predvsem med obema vojnama, kar je zelo veliko, že prej tudi sem slišala, da se v bistvu so se lahko ljudje izšolali ali pa celo je zagotovil eno polno delovno moč. Ne boste verjeli, tisti predvsem mlajši, starejši, mogoče še boje verjeli, da so si na bicikl naložili ženske te vence, pa iz biciklom na tržnico v Maribor, pa še kam drugam pelala. Ali pa z vozom do Dunaja, do Budimpešte, do Zagreba, to je bilo vse področje, celo lopovi so vozove ukradli, so točno vedeli, kjer šumi bojo šli. Skratka, nekoče to bilo pravo bogatstvo. Žalostno, kako daleč smo danes zelenjavo padli, ko nikomu nič ne pomeni, ne se ne, samo čebule, tudi česa drugega. No, v glavnem, že tudi sem vam povedala, zakaj je pravzaprav prišlo do te ideje, zakaj bi ga pravzaprav spravili po te geografske označbe. Gledajte, na te označbe gledajte dobesedno kot blagovno znamko. Samo še nekaj posebnega je, blagovne znamke niso nadzorovane, kontrolirane. Če si vi rečete, zdaj ne vem, nekaj zelenjava, kmetije, Horvat, na primer, morate vi zagotoviti kakovost, ker dobro veste, če boste imeli pod to Horvat kmetijo, pa nekaj ne bo v redu, bodo vsi govorili na Horvatovi kmetije, vsa zelenjava za nič, Medtem kot tile označbe pa se zagotavlja tudi kontrolo in nadzor. Se pravi, v glavnem enkrat na leto dobijo vsi, ki delujejo pod temi pogoji, kontrolo, nadzor iz države in to je vsaj, bom rekla, vsi vemo, pač kontrola je kontrola, ampak v vsakem primeru je to neko zagotovilo, da so stvari narejene tako, kot morajo biti. Tuski luk je pravzaprav bil odobren strani Evropske komisije v letu 2011, ampak trajalo pa približno 3 leta, preden smo to specifikacijo na tak način naredili. Ne piše specifikacije. Specifikacije morajo določiti predvsem posebnosti tega izdelka, pridelka za to geografske označbe, lahko daš tudi po večini izdelki, kaj pomeni gibanca, recimo Prekmurska je v tem slovenska potica, zdaj ta zadnja, ki je pred kratkim dobila to specifikacijo. Pač možno, da jih zmanjšujejo od tega, da vemo, da poraščena tla vplivajo na večjo populacijo sokron, potem da sejamo kakve te zmeste dosevke, kot so razne križnice in jih tudi z biofumigacijo odstranjujemo. Potem z uporabo apnenega dušika je tudi možno, sicer v kakih prejšnjih posevkih, ne pa čebuli, potem možni so tudi kakšni razni talni ti insekticidi. Ampak gremo rajši naprej na resarje, že prej smo se na njivi nekaj pogovarjali, mislim, da je ta kolega, ko je škropil, ko smo šli mimo škropilnice, torej škropil proti resarje, torej predvsem v vročih in toplih tleh zmanjšujejo v bistvu asimilacijsko površino listov, škodujejo, da se posušijo. Zavedati se morate, da ohranitveno kmetijstvo ni isto kot ohranitvena obdelava tal. To sta dva različna pojma. Eno
Pri ohranitveni obdelavi tal gre za konzervirajočo obdelavo tal dejansko, kjer pač mi ne uporabljamo tistega osnovnega orodja iz konvencionalne, to je pluga, to pomeni, da ne gre za obračanje zemlje, ampak gre samo za plitve posege v zemljo oziroma kakšno rahljanje v globino, pri katerem pa plasti zemlje ne mešamo. Kaj se pa tiče ohranitvenega kmetijstva, gre pa za dejansko večjo sliko. Tukaj je noter zajeto tudi sam kolobar, potem tudi... Sta sosede koruzo od istega proizvajalca, Grand Plains iz Kansasa, prihaja iz Nebraske. Gnojilo in zaščito do 10% višjega pridelka. Opcijo, da ima pritisno silo, ko je vse napolnjeno, 170 kg, od 115 do 170 kg, kar včasih lahko za neki nov til, če bi ga hteli delati, ampak mi ga ne delamo, je lahko problem. Mi med vrsto spredaj prosimo štartno gnojilo, med ti dve vrstice, pol ima vsaka vrstica krožni odgrebač, da malo posname. Na tej kmetiji živimo in delamo družinski člani, mož Stanko, pije ravno, sin Matej je tam v ozadju in pa ta starejši sin Beno, ki pa ima svoj nit in obdeluje nekje okrog cirka 10 hektarjev vinogradov. Ampak ker jaz še zmeraj pravim, da je to družinske kmetije morajo držati skupaj in sam neki mlad na novo ne more začeti, zato mu je treba familija pomagati in tako delujemo tudi mi. In enostavno skupaj z nami, kadar mi potrebujemo delovno silo, jo imamo mi, kadar jo potrebuje on, jo ima on. Tako da na takem principu delujemo. To je nakratko, kdo smo, zdaj pa, če se vrnem v zgodovino malo nazaj, ker v tista leta, ki je moj dedek leta po očetovi strani leta 1927 že dobil na Dunajskem dvoru prvo priznanje za štajerski mošancelj in pijačo iz mošančke, tako da nekje po očetovi strani korenine izvirajo iz sadjarstva, kljub temu, da je rojen na Kozjaku, dočim po mamini strani, oče se je priženil 59. leta, tu je mamina domačija oziroma moja mamina kot to, Josenko, praktično od zale pa je bila neka čajna kuna, pa ne vem kaj vse in potem smo mi praktično iz tega, kako vidite, to je bilo vse razsulo, smo praktično to naredili. Zdaj, če koga zanima, lahko prelista to. To je tako dokumentacijo, kako je to izgledalo. Praktično se strašiš, na konci je pa prišlo do tega, kar je zdaj. Se pravi, v strop vse, tudi te tramove nekako nisem, ko je strop naredil, sem prišla not, pa zgleda, to ti prosto ne izgleda, tu moramo mi nekaj narediti, ker to ne izgleda. In sem prišla na idejo enostavno, da bomo malo zmanjšali prostor vizualno oziroma povečali dolžino. Smo naredili take tramove, ki smo jih pa porabili za luči, da je enostavno skozi ista svetlova, isto luksov, in da ne spreminja barve, živil in vse, da tudi to smo dali izračunati. Tako da vse hitro pridejo, Maribora 20 minut, tudi 20 minut, Slovenska Bistrica 20 minut, Ljubljana, Kurca, tako da hitro pridejo gosti do nas. Drugače pa turizmu se ukvarjamo 91. leta, ekološka kmetija pa 99. leta, med prvimi v Sloveniji. Smo začeli ekološko kmetovati, s pomočjo Martina Bavec, smo mogli prepričati starše, začeli smo z rejo Pohorje Bif, potem smo pač šteli dejavnost, vse te različne dejavnosti, ki imamo čez 21 dejavnosti, naše kmetije.
Prej sem bil tudi zaposlen na inštitutu Koncert, v katerem me poznate. Zdaj pa sem že na kmetiji, kar sam ne vem, 12 let sem že doma. Voda žena sem bila tam zaposlena in tukaj bi se zdaj zaposlena na kmetiji. Zdaj vse kaj to vidite, sami ne nadelamo, ker ne zmoremo, zaposlene ljudi. Tako da imamo 3 pogodbene zaposlene, enega študenta, pa 2 smo resno zaposlena na kmetiji. Glavna panoga je turizem na kmetiji. Naš moto je z eko domačega vrta na nizah. Tudi jedilnike tako prilagajamo in vse, kaj zdaj vidite, niso spolnice ne prodaja, vse se proda preko krožnika. Ne vem, kaj si se mi letos lotile na kodrolistni okrog, zato imam tega pokritika, ker so pa en dan zredirali. Nikoli še niso nič jedle, letos so se pa lotile kodrolistnega okroga, ne vem zakaj ne. Ne vem, ker tam ga puščajo, ne, tukaj pa kak odkrijem ga se lotijo, ne. Ker drugače ne vidim, da bi kaj jedle, kako salata pa kaj, ne. Drugače pa posejene tukaj ogromno ribe za kosmulje, joste, aronije, potem zadnji so v bistvu špargli. Vrt je tak nekje v obliki črke v enem kotlu, ker najbolj idealni pogoj za življenje so jugovzhodne strani, zato je obrnjen vrt na jugovzhod, da so čim bolj idealni pogoji za življenje. Tukaj za žuželke ta obrnjen, zgore so pa visoka grmečovje, pa to, da nam čim manj prije ta severni veter, ki imamo težave, tukaj po razpokja potegne severni veter. Edino, kaj težavo tukaj opažamo, da nam hitro prije v tem vrtu slana. Verjetno, ker je tu vlaga notri in pride potem slana. Drugače pa idite pogledati, kakve ribe se grozi, neverjetno.